Na Polzeli prihodnje leto manj naložb kot v letošnjem letu. S koncertom Mladinskega simfoničnega orkestra zaključek koncertnega programa Glasbene šole Celje. Uspel Top Classic prve gimnazije v Celju. Celje ostaja najbolj športno slovensko mesto. Drage gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje, lepo pozdravljeni v informativni oddaji Dogodki dneva. Na Polzeli te dni gostijo številna srečanja lokalnih gospodarstvenikov, predstavnikov družabnega življenja in drugih visokih gostov, ki so pomembno zaznamovali življenje v občini v iztekajočem se letu. Z optimizmom zrejo v prihajajoče leto, čeprav leto ne bo tako naložbeno naravnano, kot je letošnje. Na Polzeli so v preteklem letu zaključili kar nekaj odmevnih naložb. Med drugim so otvorili 1 milijon evrov vreden prizidek k vrtcu, dokončali so kanalizacijo v Rovi vasi in vodovod na Goro Oljko. Letos bo zgodba drugačna. Kot vse slovenske občine, tudi na Polzeli težko čakajo, koliko državnega denarja bodo sploh še dobili. Trenutno kaže, da se jim bo povprečnina znižala za približno 11 evrov. To sicer v efektivi pretirano velikega zneska ne pomeni, ampak če pa gledamo skozi prizmo tudi vsega ostalega, kar pokriva financiranje občin, je pa to zgodba nekoliko drugačna. Tako bodo letos prednostne naložbe vezane na evropski denar. Zdaj v prvi vrsti je treba to omeniti kanalizacijo Ločica Polzela, kjer smo skupaj z Vranskim in pa z Braslovčami prijavljeni na ta 8. javni poziv, za kar smo pravzaprav sredstva že dobili odobrena, torej sklep o sofinanciranju imamo, pogodbe so podpisane, ampak vendarle je treba to sila previdno ravnati. Del denarja bo šel za tekoče vzdrževanje občinskih cest, javno razsvetljavo, predvsem veliko časa pa bodo porabili za pripravo projektne dokumentacije za nov kulturni dom s trgom, ki naj bi stal na mestu obstoječega. Tu bomo, ta kulturni dom bomo praktično podrli do te mere, da ostane samo armirano-betonski skelet, torej armirano-betonska konstrukcija, ki je zadost močna oziroma statično gledano je uporabna še in zaradi tega ne bomo podirali, bomo pa zadevo razširili, nadgradili, opremili sodobno opremo za dramsko dejavnost, za pevsko dejavnost, pač to, kar v naši občini obstoja oziroma ima primat. Želimo tudi ta trg, ki se zdaj nahaja kot v obliki parka zahodno od kulturnega doma, ga želimo preurediti v nek tak prijeten trg, da bo to dejansko potem postal glavni trg na Polzeli. Ko bo projekt končan, ga bo občina prijavila na prvi primeren evropski razpis. S koncertom Mladinskega simfoničnega orkestra pod vodstvom maestra Matjaža Brežnika je Glasbena šola Celje zaključila pester decembrski koncertni program. Člani Mladinskega simfoničnega orkestra so tudi letos uspeli do zadnjega kotička napolniti dvorano Celjskega doma. Glasbena šola Celje je svojo pestro koncertno dejavnost letošnjega prazničnega decembra, v katerem so vsak teden pripravili vsaj en koncert, minuli ponedeljek zaključila in kronala seveda z novoletnim koncertom svojega Mladinskega simfoničnega orkestra, v katerem so kot solisti nastopili sopranistka Martina Burger, pianist Primož Mavrič in violinist Urban Jerman. Mladi simfoniki so za letošnji praznični program, ki so ga poimenovali pod zvezdnato zastavo, izbrali glasbo Andersona, Gershwina, Bernsteina in Bradleyja. Glasbo primerno za praznične dni, kot je dejal njihov maestro Matjaž Brežnik, ter svoje doživljanje letošnjega prazničnega koncerta takole strnil. Mislim, da lahko rečem v imenu vseh nastopajočih, da smo se imeli zelo lepo, bil en tak poseben občutek pred nabito polno dvorano Celjskega doma in vsi smo zelo uživali.
Mladinski simfonični orkester Glasbene šole Celje je pomembno koncertno telo, ki je vse od ustanovitve prvič se je celjski publiki s celovečernim koncertom predstavil 17. decembra 1998 ob praznovanju 90-letnice delovanja Glasbene matice v Celju v konstantnem vzponu, saj je trdno uveljavljen v slovenskem kot tudi širšem kulturnem prostoru. Sestavljajo ga sedanji in bivši učenci Glasbene šole Celje ter nekateri mlajši profesorji. Strokovni kritiki orkester uvrščajo med najkvalitetnejše in najuspešnejše tovrstne sestave v Sloveniji, njihovega dirigenta pa med izjemno nadarjene, sposobne in uspešne slovenske dirigente mlajše generacije. S pričujočim koncertom pa so tako na celjski glasbeni šoli več kot uspešno zaključili letošnje praznične koncerte in tudi koledarsko leto. Mi smo načrtno tole dali naš mladinski simfonični orkester, na koncu bomo rekli naše koncertne turneje, če lahko to rečemo, po naših celjskih dvoranah in tudi v naši koncertni dvorani, seveda z namenom, ker smo vedeli, da nobenega poslušalca ne bo naš dirigent in naš orkester pustil ravnodušnega in seveda tudi pohvala vsem nastopajočim dirigentom in članom orkestra, še posebej pa našim solistom, naš dijak in tudi naša dva profesorja, tako da kažemo s tem tudi visok nivo naših učiteljev, ki so in še vedno koncertno delujejo in to na zelo visoki ravni. Zdaj, še enkrat čestitka vsem, seveda pa tudi čestitka za vse koncerte, ki so bili v decembru oziroma novembru, pa bomo rekli tudi od septembra naprej. Tudi še nismo konec, tudi jutri še imamo mali pihalni in mali godalni orkester, še ima ponovitev koncerta in cela vrsta manjših internih oziroma razrednih nastopov v naši koncertni dvorani. Tako da tisti, ki bi še radi kaj poslušali od naših učencev, so še vedno vabljeni v našo glasbeno šolo. Več o koncertov pa v minutah za kulturo na televiziji Celje. Kulturno društvo Antona Aškarca, ki deluje na Prvi gimnaziji v Celju, je v dvorani Golovec pripravilo tradicionalno prireditev Top Classic. Letos se je na njej pod režijskim vodstvom dijakov Tine Centrih in Nije Drmič predstavilo več kot 100 dijakov z 18 glasbenimi točkami. To je razen maturantskega plesa seveda najštevilčnejša prireditev naše šole. Na maturantskem se zbere tudi po 2000 ljudi, danes nas je pa v tej dvorani 1000, vsi dijaki, vsi profesorji, pa tudi gostje, starši. Nastopajočih je seveda pa tudi nekaj desetin, če bi si upal reči celo stotin, ker je v ozadju seveda še veliko tistih, ki se ne vidijo na odru. To je tehnična ekipa, tu so snemalci, so fotografi, so vsi tisti, ki tako ali drugače tudi snujejo to prireditev, so likovniki, da jih ne pozabim. Skratka, cela vrsta ljudi, ki to prireditev potem ustvarijo in jo naredijo takšno, kot je. Mislim pa, da je takšno, da bi jo moral videti tudi še kdo izven Celja, ker mislim, da bi tudi tiste Slovenija ima talent, lahko mogoče mimogrede kaj, ne bom rekel naučili, ampak lahko bi se primerjali. Jaz sem ponosen na svojo šolo, na svoje ljudi, na svoje dijake, na naše ustvarjalce, ki jih je res veliko in sem hvaležen vsem, ker mislim, da je to tisto, kar dela šolo dobro, kar jo dela posebno, kar jo dela drugačno, kar jo dela tudi boljšo. Ustvarjalna svoboda, to je tisto, kar je važno v današnjem svetu. Mestna občina Celje je po številu kategoriziranih športnikov na prebivalca še vedno na prvem mestu v Sloveniji. Tudi sicer je bilo leto 2014 za celjske športnike in športnice izjemno uspešno, ugotavljajo na Športni zvezi Celje, ki bo najboljše športnike in športnice knežjega mesta razglasila 26. januarja prihodnje leto. Generalno gledano celjskemu športu v letu 2014 lahko rečemo, da je še eno uspešno leto, ker tudi klubi, ki so dosegali in posegali po najvišjih mestih, tako doma kot tudi po svetu, so se razširili, če temu tako rečemo, ker je več društev, ki so to leto prispevali odmevne rezultate v mestu Celje.
Na Športni zvezi Celje so zadovoljni tudi z višino denarja, ki ga je za šport iz občinskega proračuna v letošnjem letu namenila Mestna občina Celje. V letu 2014 je Mestna občina Celje poskrbela za 20% več sredstev kot v preteklem letu in je za celjske klube to pomenilo dodatni zagon in dobro finančno izhodišče za tako odmevne rezultate. Celje ostaja najbolj športno slovensko mesto, kar dokazuje tudi število kategoriziranih športnikov, ki jih imajo v svojih vrstah celjski športni klubi. Še vedno smo v samem vrhu in upajmo, da bomo tudi ostali, ker Celjani znamo delati športniki in dosegati vrhunske rezultate, kar dokazuje seveda tudi kategorizacija, kjer iz leta v leto ostajamo v samem vrhu. In kaj si lahko, glede denarja iz občinske blagajne, celjski športni klubi obetajo v letu 2015? Finance so v prioritetni Mestne občine Celje in upajmo, da bo ostalo tudi v letu 2015 takšno financiranje, kot je, ker celjski šport si tega zasluži, glede na delo, rezultate in tudi seveda pozitivne učinke, ki ga ima šport na življenje in same državljane, državljanke, meščane, meščanke Mestne občine Celje. Sicer pa bodo najboljši športniki in športnice Mestne občine Celje za leto 2014 znani na tradicionalni prireditvi Športnik Celja, ki jo Športna zveza Celje pripravlja že vse od leta 1968. Rezultati so dobri, priprave že tečejo v skladu z našim pravilnikom o nagradah in priznanjih. Razpis je že zunaj, tako da že v začetku prihodnjega leta se komisije začnejo z delom in bodo že znani tisti najboljši dosežki, ki bodo tudi šli na glasovanje po klubih, po športnoj javnosti, po šolah, olimpijcem in drugim, ki so predvideni za to glasovanje. Tudi letošnjo prireditev Športnik Celja, ki bo 26. januarja prihodnje leto, si boste lahko v neposrednem prenosu ogledali na naši televiziji. Jutri bo sprva pretežno jasno, po nekaterih nižinah bo megleno. Dopoldne bo oblačnost od zahoda naraščala. Sredi dneva in popoldne bodo v zahodni in osrednji Sloveniji rahle padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do -2, najvišje dnevne od -3 do 2 stopinji Celzija. V noči na nedeljo se bodo padavine okrepile in razširile nad vso državo. V nedeljo bo na Primorskem po večini suho, drugod pa bodo padavine oslabele in v noči na ponedeljek tudi povsod ponehale. V ponedeljek bo suho, vetrovno in mrzlo. Toliko v tem tednu. Hvala lepa, ker ste bili v naši družbi. Bodite z nami tudi v ponedeljek. Nasvidenje.